Preden začnemo ta video, imamo eno zelo pomembno novico. Naredili smo najno spletno stran, ki je zdaj live. Gor je zelo veliko brezplačnih programov za grajenje vašega bogatstva. Vse je zelo lepo urejen, te videi iz YouTubea in tudi videi, ki niso še na YouTubeu. Tako da so zelo lepo razporejeni po programih, da v bistvu se lahko čim lažje naučite te stvari. Link je v biotu, drugače pa vse od denarju.com, pejte, prijavite se in dobite vso to vsebino. Ja, rad bi še rekel, zaenkrat je to vse brezplačno, tako da če se prijavite, boste res imeli do konca življenja te programe, ki so trenutno gor brezplačno. Mogoče se to spremeni v prihodnosti, mogoče se ne bo, ampak zaenkrat imamo vse brezplačno, tako da si res pejte prečekirati, res se vam splača, pa lahko se kaj novega naučite. Dobrodošli nazaj v nov video in v današnjem videu imamo zelo posebnega gosta, z nami je Uroš Čeglej. Lep pozdrav. Hvala, da si prišel. In sicer to poteka tako, da ti bo postavila 10 vprašanj, poslovno, tvoj biznis, overall o tvojem življenju. In ti z njimi odgovori, če si iskreno, kakor si misliš, in misliva, da se lahko najni gledalci in mi dva, mogoče tudi ti, kaj naučimo iz tega. Bomo probali. Kar začnemo s prvim vprašanjem. Kar začnemo, se pravi, če bi v bistvu ti mogel iti še enkrat od začetka, torej ne bi imel teh biznisov, ki jih imaš zdaj, a bi naredil kaj drugače, kaj bi naredil drugače? Če bi šel še enkrat od začetka, če bi kaj spremenil. Še enkrat od začetka bi mogel začeti iz nič, kaj bi spremenil? V bistvu ne bi spremenil nič, glih iz tega vidika, ker sem danes, kjer sem zaradi napak, katere sem naredil, zaradi dobrih potez, katerih sem naredil, tako da ne bi dejansko nič spremenil. Sem zelo zadovoljen pač s celo potjo, pa tudi, mislim, to, da imaš neke vzpone in padce, je zelo pomembno v življenju, se veliko naučiš od tega. Mislim, da sem se naučil tako zelo dobrih stvari, katere mogoče bojo bile dejansko zelo uporabne čez par let, mogoče čez par mesecev, ne vemo kdaj, ampak ja, ne bi spremenil nič. Mislim, da sem zelo lepo do zdajle odpeljal vse skupaj. Bomo pa videli seveda, kaj v prihodnosti pride. Prav to nič, to ne obžaluješ, kar se kariere tiče. Nobena tvoja odločitev je zdaj ne bi tako regretal, recimo. Ne, pač sploh, ker me vprašaš nekaj takega, jaz mislim, da je moj fokus bolj na negativne, skokrat pač na pozitivne, ampak brez teh negativnih se te pozitivne verjetno ne bi niti zgodile, ne. Velika večina znanja, jaz mislim, da prihaja glih takrat, ko nekaj zafrknemo, nekaj nam ne gre glih najboljše in takrat pol se nekaj dobrega naučimo, katero pa lahko seveda uporabimo takrat, ko prijemo v neke drugačne situacije in jih pa lahko nekako v naš prid dejansko dobimo. Ok, sprav, so te negativne, mislim, te napačne odločitve so glih toliko pomembne, kakor prave odločitve, nekako. Ja, mislim, seveda vsi v tistem trenutku mislimo, da to ni napačna odločitev, drugače ne bi tako odločili, ne. Jaz mislim, da seveda s časom pol vidimo, je bila to pravilna odločitev ali ne. Ampak, glede na to, da v tistem trenutku mislimo, da je to pravilno, to pomeni v tistem trenutku se to točno tako tudi dejansko izvaja vse skupaj. Samo čez čas se dejansko vidi, a je to dobra odločitev, a je to slaba odločitev. Jaz si lahko povem v tako kar parih situacijah, še dan vem, da je bila prava odločitev, ampak mogoče samo timing ni bil prav. Mogoče samo ekipa, s katero sem bil povezan, ni bila prava. Mogoče konkurenca je glih nekaj ven dala, katero me je pol v bistvu presenetil. Nek produkt je prišel zastonj, kater me je blokiral. Nek nov zakon je prišel, kater me je blokiral. Tako da ni vedno, da je pač neka ideja ali pa nek produkt napačen, kdaj je timing, kdaj je vse ostalo, mislim. Tako da imaš veliko teh izven tvoje kontrole. Še nekaj full faktor, jako vpliva, okej. Naslednje vprašanje je zdaj malo bolj trendy, tako... Trendy, ok. Mislim trendy, gremo v trend, ne? Zdaj ta ChatGPT 4 AI. Zdaj, a ti vidiš kakšno prihodnost v tej tehnologiji, tako so zdaj kakšne dobre priložnosti za zaslužek, ali se ti zdi, da je tako po nek tak hype, kakor je bil recimo kripto hype kakšen let nazaj? Se ti zdi, da so tukaj kakšne prave priložnosti, misliš, da se bo to ful razvijalo, bo res tako recimo ChatGPT zamenil neke službe določene, ki ti lahko vse to hitro odgovori, ali se ti zdi, da je to mogoče vse malo overhyped? Pa mogoče še, kako bi lahko to tako izkoristil, nekako služek, če imaš ti kakšno idejo? Okay. Mislim,
Če pogledamo celo strukturo AI-ja, mislim, da je zdaj not properly hyped. Zato, ker mislim, da bo bilo še veliko več implementirano v našem življenju, kot si zdaj sploh ljudje lahko predstavljajo. Zdaj pa vse skupaj je lahko videno iz dveh vidikov in obe stranke ali obe strani imata prav. Lahko vidiš iz negativnega vidika, pa imaš prav, lahko vidiš iz pozitivnega, pa imaš prav. Tisti, kateri se fokusirajo na negativo, te ponavadi so zato, ker ne bojo nič okoli tega naredili, nič se ne bojo adaptirali, da bi dejansko nekaj iz tega potegnili ven, da bi se naučili nekaj iz tega, da bi uporabljali ta sistem v njihovo prid. Tisti, kateri seveda vidijo, da je to zelo dobra zadeva, tisti se že nekako učijo, kako lahko manipulirajo celo equation v njihovo prid, kako lahko nekaj pospešijo, kako lahko nekaj zaslužijo in tako naprej. Iz moje strani gledano, mi od tega, da lahko preverimo svoje skripte, od tega, da lahko naredimo brainstorming, če iščem neko podjetje, kako se bo podjetje imenovalo, lahko napišem, v čemu podjetje, kaj podjetje dela, zakaj stojimo, kaj hočemo, kako hočemo in pol mi dati, 10 primerov, kako bi se lahko podjetje imenoval. Tako da iz marketing perspektive mislim, da je veliko potencijala, copywriting, veliko potencijala za pisanje kod, za websites, veliko potencijala za kode in pa strukture za stock market, veliko potencijala v tistem, kar se ti fokusiraš. Jaz mislim, da je tukaj samo to, koliko ima človek že znanja, zato ker tudi moramo vedeti, da ChatGPT ni popoln trenutno, ampak če imaš znanje in če razumeš svojo industrijo, potem lahko s pravimi vprašanji dejansko dobiš neke zelo kvalitetne odgovore, moraš pa vedeti, kaj točno iščeš in pa kaj se moraš nekako izogibati, pa tudi pol moraš nekako reverse med delati, da vidiš, če je to dejansko pravilno. In če znaš to skalkulirati, samo da uporabljaš to kot nek tool, da ti malo pospeši cel proces, je to zelo, zelo beneficial. Tako da seveda odvisen, kdo gleda v ta ChatGPT, drugače pa tudi kriptovaluta, kot si omenil, da je bila overhyped. Kriptovaluta ima še danes milijonarje v tem, imaš seveda ljudi, kateri so izgubili, ampak kriptovaluta se bo, mislim, da zelo hmalo vrnila, sploh pa zdaj, ko se vse skupaj dogaja v Ameriki, glede na to, da so banke začele zdaj promovirati to, da banke so začele promovirati to, da se moraš vezati, da ne boš svojega denarja ven iz banke potegnil. Tako da mislim, da zdaj ljudje se še ne zavedajo, kaj točno to pomeni, ampak mislim, da smo na pragu ene zelo, zelo zanimive situacije, tako da seveda tudi moje kolege in vse ljudi, s katerimi delam, nekako pozivam, da začnejo počasi vleči denar ven iz banke, ker mislim, da bomo imeli velik problem v parih mesecih. Seveda to je spet reverse math, če te banka proba prisiliti to, da ne moreš dvigati denarja, potem verjetno je tam razlog, zakaj hočejo nekaj takega narediti. Tako da mislim, da kriptovaluta je zdaj, glede na to, kaj vse skupaj se dogaja in z dolarjem in vsem ostalim, mislim, da je kriptovaluta ena izmed rešitev, kako lahko zdaj sploh obdržiš, kaj imaš, ker danes mislim, da sploh ni več vprašanje investicij, ampak v bistvu samo kako se lahko nekako zavaruješ pred propadom vsega skupaj. Tako da upam, da nisem šel predalec s tem vprašanjem. Kaj pa zdaj, ko si veliko omenil dolar, kaj pa si misliš, mogoče zdaj v dolarju, sploh ti, ki si še veliko v Ameriki bil? Trenutno vlečem cel denar ven iz Amerike. Sem v procesu, ampak moram zelo počasno narediti, zelo previdno, ne smem nobenih red flagov dajati. Pa tudi, če bi jaz zdaj hotel, ne vem, primer, če greš ti na banko in rečeš, dajte mi 250 jurjev, bojo rabili, 4-5 tednov, prej lahko sploh dobiš, pa to še ne vem, če ti jih dajo. Tako da mora biti zelo počas, pa nekako se mora ven iz tega sistema, iz mojega vidika, jaz zdaj seveda nočem biti preveč paničar, ampak iz mojega vidika jaz bom probal čim več potegniti ven, dati v zlato, dati nekaj v kriptovaluto, nekaj v zadeve, katere se lahko pol z lahkoto prodane, ker mislim, da bo šel dolar dejansko nekam, kjer ga nočemo. Drugo je pa seveda pol povedano to zdaj strukturo, politično strukturo, kaj se bo zdaj dogajalo s naslednjim predsednikom, kaj se zdaj dogaja s
nažalost s Trumpom in tako naprej, tako da vse to je nekako povezan, tisti, kateri lahko povežejo vse te točke, mislim, da lahko nekako zaslužijo, unika pa ne, pa pete na ChatGPT, pa mogoče temu vprašate, ne, hecam se, to dejansko ni odgovor. Naslednje vprašanje, ne vem, če imaš kakšno tako zgodbo, ampak kaj je najbolj taka nenavadna stvar, ki si jo naredil z ciljem, da bi dosegel nek poslovni cilj, da bi zaključil nek deal, glavno karkoli, če imaš kakšno tako zgodbo mogoče? Mislim, če pomislim v bistvu, kako sem sploh postal uspešen, pomislim, kako sem sploh postal uspešen, jaz mislim, da je to edina zgodba, katera je vredna omembe, pač je glih to, kar sem mogel ubiti človeka. Pač to je bilo nekako najbolj drastično v mojem življenju. Zdaj, ko rečemo, koga moraš ubiti, je starega sebe. In pol enkrat, ko dejansko sprejmeš to, da nočeš biti več isti, kot si bil, in se odločiš, da hočeš nekaj novega v življenju. Potem enkrat, ko zamenjaš vse skupaj, ubiješ tisto persono, za katero si se skrival, katera je bila malo izgubljena, vsaj iz mojega vidika, in se odločiš za to neko novo osebo, katera bo dala vse od sebe v vseh primerih. Takrat pol postaneš dejansko zmagovalcev samo skupaj. Vse ostalo so pa veliko manjše transakcije, zato ker veš, ko ti začneš spreminjati samega sebe, tukaj je ful emocij, tukaj je ful rasti, bolečine, depresije in tako naprej. In enkrat, ko se zavedaš, da lahko samo sebe spremeniš in nobenega drugega, je to pa tisti del, kateri je najbolj, bi rekel, kritičen. In ti si seveda tudi najbolj boleč, zato ker spreminjaš sebe. Lahko je biti pameten vsem drugim, da je spremen to, ampak spreminjati sebe je pa tako najbolj boleče, ampak enkrat, ko pa spremeniš, pa mislim, da nočeš iti več nazaj. Se pravi, je bilo nerealno worth it. Ja, absolutely. Moraš vedeti, moj background je zelo pač tako, se mi zdi, kot vsakdnevni v Sloveniji ali pa v Ljubljani, mogoče ne vem, za Slovenijo ne morem govoriti. Mislim, da dejansko nisem bil exposen za 90%, sploh nisem vedel, kva hočem, kaj je sploh možno, kaj sploh pomeni denar. Jaz sem mislil takrat, ne vem, 2 jurja, 5 jurjev, da je velik, pol enkrat, kad dejansko vidiš, kaj je odzuni, kaj je dosegljivo, se začneš malo zamisliti. Ampak pol tudi prideš do tega, kaj sploh pomeni denar. A se sploh, zakaj delati za denar, kaj je bolj pomemben, denar ali sistem. Ja, odvisen kaj hočeš, ne. Odvisen, koliko si, bi rekel, pač egoist, ali samo za sebe gledaš, ali boš nekaj postavil za svojo familijo, postavljaš nekaj v benefit družbe, samo za svojo rit gledaš. Ja, denar je v bistvu neko orodje, ne bi lahko tako. Okay. To vprašanje še mene ful osebno zanima, pa ti boš res lahko to odgovoril, ker si oboje izkusil, vsaj se mi zdi. Okay. In sicer, kje se ti zdi, da je težje doseči neko tako, I guess, finančno svobodo s svojim biznisom, pa tako v Ameriki, ki je v bistvu ful več konkurence in tudi ti, glede na to, da si iz Slovenije, kakor neka oseba, je mogoče malo težji, ampak če ti uspe, se mi zdi, da je ful bolj scalable, odvisno pač spet kaj delaš, ampak recimo, da isto stvar, ki je v Ameriki ful scalable, delaš v Sloveniji, ki praktično ni konkurence, ampak je toliko manjši trg, se pravi, se ti nekje ustavi. Kaj misliš, da tako, ne se bolj splača, ampak kje bi bilo lažje? Kje bi bilo lažje ali pa večji probability, a ne, če se... Ne, če gledamo, jaz bom spet mogel nekako ti dati en dolgočasen odgovor, ampak je realen odgovor, odvisen od tvojega kroga poznanstev. Okay? Če imaš ljudi, kateri so povezani s tabo v Sloveniji, kateri ti lahko pomagajo to scalati, potem se da tudi v Sloveniji zelo, zelo hitro to vse skupaj narediti. Tukaj je seveda tudi cenejši labor market, dejansko zaposleni so veliko bolj izobraženi na povprečju, in pa cenejši seveda. Tako da je tukaj iz tega vidika bi bilo lažje. Zdaj pa, scalability v Ameriki je seveda veliko večji, zato ker imaš večji market, zato ker ima folk več denarja, odvisen tudi kaj ponujaš. A ponujaš nek produkt ali ponujaš nek service.
Potem imaš seveda odvisen, kdo si ti, kakšen background imaš, kakšen marketing imaš. Če nimaš konkurence, pa folk zraven tebe nima denarja, potem tudi tega ne moreš prodati, tako da pol seveda tukaj tudi ni neke moči ali pa neke scalability. Tako da, če bi že mogel odgovoriti, bom rekel, da je verjetno lažje v Ameriki iz tega vidika, ker ima folk denar, da si lahko prvošč, pa folk je len. Če se pogovarjamo v nek service-based business. Če pa gledamo, v Sloveniji vsak svojo travo kosi, vsak zna popraviti vse, vsi vse vejo, med temu, ko v Ameriki pač se zamisel, če se njemu splača za 50 evrov kositi travo. Ne? In glede na take informacije, pol lažji tam, zdaj pa odvisen tudi, koliko scalable, kakšna industrija itd. Tako da zelo težko odgovoriti na nekaj. Ja, preveč splošno, ampak ta odgovor samo v bistvu isto. Okay. Cool. Jaz prav naslednje vprašanje, se pravi za mlade ljudi, tukaj večinoma za mlade. Kaj bi ti bolj priporočil? Zato, ker recimo mi na kanalu Fuluno zagovarjava, da je treba šparati pa investirati, ker si mlad, da se ti pol vse compounda lepo, ampak a ti v bistvu priporočaš to, ali se ti zdi boljš, da mladi v bistvu vzamejo več tveganj, investirajo v svoje biznise? Kaj se ti zdi tukaj boljš? Tudi to je zelo zanimivo vprašanje, ni pravilnega odgovora. To je največji problem. Kot financial advisor, finančni, sploh nego, ko se to slovenči, svetovalec, imaš prvo to, da moraš zadovoljiti suitability. Pač kaj je dejansko suitable za tebe. Pomeni, da vse pride do tega, kaj je, na čemu ti sloniš. A si ti risk averse, a ti hočeš risk, ali hočeš za pokojnino, za kva šparaš, kako šparaš, ti je pomemben, da šparaš, kaj sploh hočeš, kako hočeš, kdaj hočeš, koliko si star in tako naprej. In enkrat, ko vse skupaj to odgovoriš, potem lahko šele začneš sploh svetovati, v katero smer naj grejo. Velika večina, ki pride do investicij, hoče biti pametna, tako eden drugmu, pač to deli, med temu, ker ne razumejo, da kdaj čustva so bolj pomembna kot finance za veliko večino ljudi. Kar pomeni, jaz moram tebe vprašati prvo, da jaz pa tebe, tvoj profil nekako spoznam. Enkrat, ker razumem tvoj profil, zdaj greva lahko preko 2 profilov, če je nek profil neka varnost, katera verjame, katera stranka je, 40 let stara, nima otrok, ampak jih hoče, imajo že hišo, itd. Potem se tukaj lahko začne pogovarjati v neko investicijo, v compound interest, in potem je tukaj seveda lahko zelo lepa igra, zato ker pač, če razumeš compound interest, potem razumeš, kako se to vse skupaj igra. Zdaj pa problem s tem svetovanjem je to, da se ponavadi nekaj zgodi. Zdaj pa, če ti jih daš v neke funde, kateri, če oni vložijo noter, pa pol hočejo denar ven potegniti, da morajo oni pač plačati penalties in tako naprej, je spet tvoje svetovanje napačno. Tako da, ko pridemo do tega svetovanja, je zelo dvorezen meč. To je prvo, kar sem hotel povedati. Iz mojega vidika bom jaz tako rekel. Dokler nisi 30 let star, ne investiri v svojo prihodnost. V kaj pa? V znanje. Probi vse. Pejte malo po svetu, probi biti natakar, probi biti elektrotehnik, probi bajto zgraditi, probi iti, delati kamorkoli. Probi vse, zato ker takrat, ko boš spoznal mal sveta, mal delček te industrije, potem boš kar naenkrat imel toliko znanja, da boš lahko povezal določene zadeve, ali boš, tamle radio skupaj šraufal, pa boš spoznal, da mogoče ista tehnologija bi bila lahko uporabljena za zvočnik, zdaj kar en primer, in kar naenkrat pol tam lahko postaneš zelo uspešen. Zdaj pa spet odvisno seveda, kva hočejo. Tisti, kateri hočejo samo nekako investirati drug denar, tukaj je v bistvu, ki je glih compound v bistvu zmaga, je glih to, da zbiraš nek denar on top of the money, on top of the money, on top of the money. Okay? All this is great and dandy. Ampak problem je ta, kaj pa če ta oseba nima denarja. Kako sploh zaslužiti? A je boljš, da jejo en sendvič, ali da ga jejo samo en snicker bar, pa v bistvu lahko prišparaš 13 centov in potem jih investiraš. Realnost je, da če ti
nimaš denarja, nimaš kaj investirati. Zdaj, če imaš ti, če pogledamo stock market kot stock market ni namenjen vsakodnevnemu uporabniku. To je dejansko narejen za investicije, da lahko uporabljajo pač to nek tool in da investirajo v druga podjetja. Ker če pogledaš ti recimo eno izmed mojih podjetij, recimo davčno svetovanje, jaz rabam 40-50 jurjev, da odprem novo podjetje, okay, katero mi bo verjetno generiralo 300-400 jurjev. Okay. Jaz tega returna ne morem dobiti na stock marketu, da bi bil konsistent vsako leto. Se lahko strinjamo s tem? Ja, okay. Ampak, če vzameš isti primer, zdaj, če jaz hočem vzeti 50 lokacij naenkrat, imaš pa tukaj zdaj problem glih ta, da mogoče 50 lokacij pa ne morem odpreti, ker je to preveč ljudi, preveč lokacij za naenkrat odpirati in dejansko sem nezmožen, da lahko vse skupaj naredim. Kar pomeni v tistem trenutku je mogoče moj večji interes, da jaz vzamem manjše procente, pa je ta denar investiran, kakor pa da scalam na takem nivoju, ker v bistvu ne morem scalati. Tako da, še enkrat, vse je prav odvisen od pač klienta, kaj hoče, kako hoče. So pa tudi določeni investitorji, kateri so začeli, z 20 jurji in so pol pa šli na par milijonov. Tako da, vse se da, samo je vse odvisen od tebe. Zdaj pa ne moramo pa reči, da v velikih večini je človek, ko vzame 20 jurjev, vrže v stock market, pa vam potegne, par milijonov. To pa statistično ni realen podatek. Tako da, če pa gledava zdaj 8% na 20 jurjev, compounded, teh 20 jurjev vse, kar ima, zdaj da v stock market, sej on tega denarja nikoli ne dobi, dokler ga ven ne potegne. Takrat ga pa ven potegne, se pa tako in tako ne compounda. Vse je odvisno od tvoje finančne plati. Eni nočejo sploh imeti svojega biznisa, niso za ta risk. Lej, če najdemo res nek popoln profil nekega človeka, kater bi bil zelo pametno, da investirajo, je nek mladi profesionalec, kater je, doktor, kater zelo dobro zasluži, živi skromno, hoče biti uspešen in nima časa, da se zajebava z nepremičninami in vsemi ostalimi zadevami in potem investira v nek tool, kater mu bo lahko pomagal. Zdaj pa spet, odvisen, kje si, če si v Ameriki, ti jaz ne bi predlagal, takmu človeku jaz v Ameriki ne bi predlagal stock market, ampak bi mu v bistvu predlagal UIL, Universal Life Insurance, UIL. ULI, sorry. Ne poznaš. To je v bistvu Universal Life Insurance, daš noter denar in potem si ga sposojaš lahko ven. Katero je garantirano 100 in toliko procentov, odvisen seveda, kdaj greš noter, odvisen, koliko si zdrav, odvisen, koliko si mlad. Ti garantirajo, 8%, če pa stock market outperform, pa dobiš še dodatne procente. Med temu, ko si ga lahko sposodiš, denar si lahko sposodiš in potem je tudi neobdavčen denar, kar pomeni, da dam 2 milijona noter, vam potegnem 1.800.000, kupam bajto in pač tam pol vzamem depreciation, ta denar nazaj vrnem in tako naprej. In bolj se igram s svojim denarjem, nikoli ni obdavčen denar. Tudi recimo rast, če jaz dam 2 milijona noter, pa je pol čez 3 leta, zdaj glih zato, kaj je primer, rečemo, da je 3 milijone, ta milijon jaz si spet lahko ven potegnem, pa plačam folku, pa ni obdavčen, zato, ker sem si ga sposodil. Tako da je teoretično se tako malo igraš. Pol sebi vrneš ali njim? V bistvu se vračaš, ampak na papirju je njim vračaš, zato, ker je pač life insurance policy. Tako da imaš veliko teh produktov, enkrat, ko malo ven iz dna prideš. Kaj pa to, kaj si misliš, ka večina teh večjih CEO podjetij v bistvu, sploh ne dobivajo plače, ampak samo delnice, pa si pol sposojajo, pač uporabljajo te delnice kot collateral. Zdaj bom tako rekel. Tukaj lahko pogledaš to iz velikih različnih pogledov. Spet, velika večina, zakaj si tako strukturo v Ameriki naredijo, je zaradi davkov. Ti si obdavčen, pač je income-based, imaš za salary, med temu, kad dividends, interest, bonuses, distributions so drugačne obdavčene. In to pomeni primer, če je dividend 20%,
pa sem jaz, ne vem, na 10 milijonih, pomeni mojih 10 milijonov je obdavčenih 40-45%, med tem, ko moje delnice so obdavčene ali dividende so obdavčene pa 20%. Tako da seveda pa se tukaj spet iz vidika davkov se pa začnemo malo bolj hecati, ne pravilen izraz, se začnemo malo manipulirati, kako se dejansko izplačujemo vse skupaj. Zato, ker tudi strukture podjetij moraš vedeti, da podjetniki, jaz iz mojega vidika, jaz vam ne vem, vse skupaj, jaz govorim, da imam 6 podjetij, ampak dejansko imam, ne vem, 25 podjetij. Zato, ker moraš zaščititi eno med drugim, eno je potem lastnica drugega, eno ima pogodbo s tretjim, tako dobiš nepremičnine v en, pač pile, drug pile ima recimo service business, potem ta tretji ima, ne vem, pač tole distribucijo, zato ker če recimo distribucijsko vozilo butne koga na avtocesti, potem imaš ti lahko lawsuit against your company. Well, the company, that's a separate entity, so you can sue the main one. So, tukaj je ful pač takih cak, kako v bistvu manipuliramo, vse skupaj manipuliramo, kako se strukturno nekako zaščitimo. Je pa določene so iz davčnih razlogov, določene so iz rizika, določene so preprosto zato, da eliminiramo določene stvari in tako naprej. Tako da, mislim, tukaj je toliko zapovedati, da... Jaz sem videl zdaj, ko imam Binance, ne vem, če si videl, je imel to tožbo v Ameriki. Oni imajo, mislim, da več kot 100 podjetij imajo tako strukturiran, da v bistvu jih sploh ne moreš tožiti. Mislim, zelo težko jih je tožiti. Ja, ne veš sploh, katero podjetje. No, glih to je tudi ena izmed pač načinov, zato ker odvisen od statea, odvisen od kakšne strukture imaš, potem kje se je crime zgodil, kako se je zgodil in potem lahko narediš en tak velik krog, kjer je še bolj zanimivo, ko prije do tožb, potem imaš pa seveda drugačna pravila v drugačnih statih in kam narediš eno lepo organizacijsko kačo, je potem tako še bolj zanimivo, kako lahko dejansko sploh pridejo do določenih zadev. Ampak spet, to je na legalen način monopoli in potem, če razumeš pravila, potem seveda lahko si uspešen, če ne razumeš pravil, ne moreš biti uspešen. Če pa poznaš pravila, pa greš do podjetij, katera ne razumejo strukture in jim svetuješ nekaj takega, pa spet lahko postaneš zelo uspešen kot samo svetovalec. Super. Okay. Glede na to, pač, da si ful uspešen v Ameriki in da res ne bi rabil priti sem in delati to, kar zdaj delaš, se pravi ta mentorship in pač te stvari na TikToku, ki jih delaš. V bistvu me zanima, kaj je cilj vsega tega Uroš programa, tega, da si na TikToku povsod, da si v bistvu zdaj v Sloveniji neka taka javna oseba postal kar naenkrat. Da si se izpostavil, v bistvu, kaj si imel že prej, ne? Ja, ne bi se rabo, no. Kaj je zdaj tvoj cilj? Ja, tako. Kaj v bistvu hočeš s tem doseči? Mislim, moj cilj je zelo jasen, spremeniti mentaliteto Slovencem. Zelo lahko se seveda skozi nekaj pritoževati nad našim šolskim sistemom in kako Slovenci ne morejo biti uspešni. Jaz sem iz tega razloga tudi prišel nazaj. Mislim, prišel sem iz razloga zato, ker moja familija tukaj živi, okay, moji otroci so tukaj. Tako da, če sem tukaj že 5 mesecev, pol je meni dolg čas, da sem jaz samo doma po cel dan. Tako da, to je v bistvu prvi razlog, zakaj sem sploh tukaj. Drugo, glede na to, da sem tukaj, pa sem se odločil, da pač hočem spremeniti mentaliteto mladih, ki iščejo neke izgovore, kako se tudi v Sloveniji ne da. Tudi v Sloveniji so mi povedali, da seveda moraš biti zelo znan in tako naprej, da lahko dobiš neko publiciteto. V enem mesecu sem jaz zdaj dobil, ne vem, koliko milijonov ogledov na TikToku, kar pomeni, da se da, samo znati moraš, kako se to vse skupaj naredi. Jaz nisem človek, kater govori o nečemu, kar ne razume, jaz pa pokažem z dejanji in potem lahko seveda se tudi pogovarjamo, zakaj se je tako naredili in pač kako se to vse skupaj spele. Gledam današnjo mladino, social medijo in vse ostalo, kar je povezano s temu in vidim res en debilen content, neprimeren content, katerem mislim, da poneumlja ljudi in pa namesto, da se pogovarjajo o nečemu, kar je zelo pomembno, kako lahko pač izboljšamo society, se pogovarjamo o določenih zadevah kot neke bedarije, kako skoraj da nek satanizem prodajamo. No? In dokler je to
nekako highlighted v Sloveniji, bom jaz se še zmeraj v Sloveniji pojavil, dokler pač nekako ne vidim, da so ljudje spremenili to, da so se začeli pogovarjati o nekih normalnih zadevah. Med temu, ko se dejansko ustvarja ena izmed največjih svetovnih kriz, kot smo jo kadarkoli videli, se folk pogovarja na TikToku vsemu ostalem razen v denarju. Šole se ne pogovarjajo o denarju, banke te dejansko nič ne naučijo, ti pač povejo, da si preveč nor, smotan, tako da naj daš v bistvu vse vajeti njim in ti bojo oni svetovali, kako boš naredil, med temu, ker jaz mislim, da je vsak človek dosti pameten, da saj nek outline razume, nek basic knowledge, mislim, da imajo vsi lahko, samo treba jim ga je pokazati. Tako da v bistvu iz tega vidika sem začel ta mentorship, mislim, da so Slovenci zelo pametni, ampak da določeni so dobili že tokrat po prstih, da si ne upajo več leteti, ne upajo več probavati. Tako da tem hočem dati nek profil, kateri se lahko družijo z isto mislečimi ljudmi in da dejansko nekaj spremenijo v svojem življenju. Tako da to je razlog, zakaj sem se pojavil. Tako da ja. Pač je zelo zanimiva industrija za tiste, kateri se sploh vprašajo ta prava vprašanja. Ne. Mislim, da velika večina ljudi se še zmeraj noče niti tega spraševati, zato ker mislijo, da je to nek bav, neki ne vem kva. Ampak jaz mislim, da je veliko bolj pomembno, da se začnemo fokusirati in pogovarjati o denarju, kot da se pogovarjamo o temu, s komu je bil Justin Bieber, kva je una rekla, kako je una rekla, kjera je v šovu, kjera je varala koga, kdo je varal koga in tako naprej. Tako da, ja, pač zato znamo to. Imamo še kakšno vprašanje? Ok, še eno tako vprašanje, verjamem, da to veliko ljudi zanima. A lahko poveš, koliko si največ zaslužil v enem dnevu, pa koliko si največ izgubil v enem dnevu? Ja, v zaslužku ne bom govoril, lahko ti pa povem, koliko sem največ izgubil. Največ sem izgubil 600 jurjev v enem dnevu, na tistem tradu sem vse skupaj izgubil 1,2 milijona. To je bil Norwegian, jaz sem dal Norwegian call 22.5, kar pomeni, da sem verjel, da bo šla delnica Norwegiana nad $22,5 dolarja. Pa sem bil že prvo tako kar pošteno pozitiven, po je pa začel padati. Drugače sem imel pa še eno drugo delnico, Elfin, ta je bila tudi tako, pač tu sem prepoznal, da je dejansko, na tag, in sem kupil pute, ker sem vedel, da bo bil pač res poraz in med temu, ko sem imel expiration, ne vem, 90 dni, pa res sem dobil tako fenomenalno ceno, so, ne vem, po 60 dneh so razglasili bankruptcy, da pa v bistvu dobiš denar ven, moš pa prodati svoje delnice. In glede na to, da so dobili hold na stock marketu, pa nisem mogel prodati. Tako sem cel denar, ki sem ga v bistvu dobil, sem ga tudi tam zgubil. Tam je bilo malo manj, ne vem, tam je bilo 150. Tako da to so nekako zadeve, ki so mi najbolj ostale v spominu. Potem je bil tudi Twix. Twix je bil ena delnica, katera je bila, mislim, da takrat je bilo triple reverse VIX, kar pomeni, koliko je strahu v marketu. To je bilo glih takrat, ko se je korona nekako začela. Sem gledal za European stock, kater je isto kot VIX, veste kaj je VIX? Okay. Volatility, ja, tako. Ampak da je bil triple, pač v bistvu je bil še 3-krat bolj volatile. In sem v bistvu to kupil, da bi seveda volatility šla dol. Se je reverse. Ja, se je reverse, ja. In pa so pa v bistvu fund zaprl, ne vem, sem bil tudi tako pošteno sem zaslužil tam, ampak so mi ga pol skenslali, mislim, še zmeraj sem zaslužil kar dosti, zato ker so pol samo v bistvu, kaj so naredili, so releasali, pač vsi zaprli so fund. Še zmeraj sem tam zaslužil kar dosti, ampak lahko bilo še 50krat več. Zato, ker volatility sem vedel, da bo šel prej, kasneje bo šel dol, pa tudi bilo je tako fenomenalno narejen, da je bila v bistvu delnica. Tako da ni bilo pač time constraint, ni bila tam. Tako bi lahko pol držal, ne? Zdaj, če imaš ti volatility
pač kot korona, Ja, veš, da prej kasneje, da bo šlo dol, ne. Ampak ja, pač, te so me ubili, ker so zaprli fant. Tako da, ja, to so nekako tri. Okay. No, jaz upam, da ste vsi zadovoljni, ker vas to zanima. Okay, zdaj pa bomo zaključili. Hvala ti še enkrat, da si vzel čas. Ja, jaz upam, da ste kdo kaj naučil iz tega, da ste kakšne informacije, ki vam bo prinesla vrednost dobili. In ja, to je bilo to za ta video. Hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu.